Dobro jutro vsem, ki spremljate moj kanal. V bistvu bi mogel reči najin kanal z Božo, ker tudi ona veliko snema. No, danes sem na poti na Soto sam. Boža ima namreč službo, jaz pa sem rekel, da bom izkoristil ta lep dan, ampak v tisto smer, ko grem, je vse sivo, tako da upam, da je to samo megla, ki se je malo dvignila. Niti nisem pogledal, kako visoko segajo tile oblaki, ker po napovedi bi mogel biti lep dan. Odpravljam se pa na Storžič, to je v bistvu najbližji hrib Dvatisočak Ljubljani. Pred mano je še cirka 1 uro vožnje, če bo promet prijazen. Seveda je ura zdaj točno tista, ki je največja konica, mogoče da sem že malo ven iz največja konica, no ura je 7:40. Namerno sem štartal malo kasneje, ker bi rad na vrhu ostal vsaj 1-2 ure, če se bo le dalo, če ne bo vetra pa slabega vremena. Je pa ta Storžič mi izredno pri srcu, namreč to je hrib, na katerem sem v bistvu opravil prvo mojo tako bolj resno Soto aktivacijo z total neresno opremo, samo z majhnim UKV radiem, sta malo gumi antenco, ki pač nima nekega konkretnega dometa. Tako da sem takrat napravil samo 7 zvez, ampak izredno vesel, da sem začel z tem delom radiomaterizma, ki mi je v vseh teh letih zdaj prirastel k srcu. Na Storžiču sva bila, reci piši, točno pred 5 leti, bila sva gor 20. septembra leta 2020. Tudi takrat je bil izredno lep dan, brez nekih resnih oblačkov, brez vetra. Upam, da bo danes temu tudi tako. Storžič sam je 2132 metrov visok hrib. Štartal bom izpod doma pod Storžičem. Je pa treba vseeno narediti še nekaj več kot 1000 višinskih metrov. Mislim, da enih 1015 ali nekaj takega piše. Takole, uspešno sem prispel na parkirišče pri domu pod Storžičem. Malo sem se že ogledal tele table in sem presenečen ugotovil, da piše tle gor 4 ure. Storžič 4 ure. Poglejte, kaj piše. Čez Škarje v Ropi imam namen iti čez Žrelo, kjer sva šla leta 2020 z Božo gor po klinih in zajlah. Pa danes res ne bi hodil, ker je vse mokro, očitno je ponoči ali pa včeraj zelo močno deževalo, tako da mi ne dišijo mokre skale. Tako da bom šel vseeno, kljub temu, da piše tle 4 ure, čez Škarje v Rob, po kateri poti sem se tako ali tako hotel potem vračati, če bi šel slučajno gor. Tako da tle je zaenkrat še zastonjsko parkirišče. Cesta je tudi odprta, od spodaj tisti znak, ki nakazuje, da je cesta kao prepovedan promet, je obrnjen. Cesta sama je v zelo lepem stanju, sicer je malo bolj, na mestu ima bolj grob makadam, ampak je, lahko rečem, brez ene same tiste udarne luknje. Samo tam, ko grejo tiste betonske traverze od mostov, je treba malo paziti, da ne nabijaš preveč noter. Drugače je pa zelo lepa cesta, no, vsak avto tle gor pride. Jaz sem to kar prav naredil, da sem šel malo kasneje, ker tle gor se še podijo oblaki, ampak jaz upam, da jih bo sonce pol pregnalo oziroma stopilo in da bo pred mano lep dan. Takole, nadaljujemo tam, ko je Pikca. Vklopil sem tudi navigacijo in gremo proti Storžiču. Tle sem že malo kiksnil, prava pot gre tam naravnost po tisti cesti, ta široki, ampak nič hudega. Tudi tle pridemo na isto pot nazaj, le da gremo malo po mokri travi gor.
No, v bistvu to ni bila takšna napaka, namreč pridemo na isto točko, tle se gre gor skozi žrelo, jaz pa nadaljujem proti Storžiču levo, čez Škarjeve peči. Storžič je 2132 metrov visok hrib, radiomatersko oznako nosi S5 kilovat Amerika, se pravi KA005, kar pomeni, da je to 5. najvišji hrib v Karavankah. Tako, šibamo dalje. Še to sem pozabil povedati, ura je pa točno 9 zdaj na tem mestu. Ta prvi del poti gor je tako zmerno strm, lepo naokoli zapeljan in vse skozi zgledno označen s temi pikcami planinskimi. Pa tudi sama pot se ne more zgrešiti, ker je zelo lepo uhojena. Pot še vedno poteka po gozdičku, ki se že zdaj malo bolj odpira in prihaja bolj v bukov gozd. Še vedno nisem na križišču, kjer bom zavil desno gor. Ni pa več daleč. Koliko se jaz spomnim, je tle gor nekje potem, da se obrne desno. Še vedno je zelo vlažno, korenine so zelo spolzke, tako da res palice pridejo prav. Bližam se temu prvemu križišču, ki sem ga prej omenil. Saj zdi se mi, da je to tam 5 let, pa hitro človek pozabi, kje je že zavil. Ja, to je tole sreč. Tle ne smete zgrešiti, pa iti naravnost. A je to že to? Ja, to je to. Dom pod Storžičem. In pa naprej tle proti Storžiču. Zdaj sta že 2 planinca prišla dol, sem ju malo vprašal, če kaj spiha gor, pa sta rekla, da ni hudo. Ampak jaz kar vidim odtlej, kako se podijo meglice. Sta pa rekla, da je v megli, v oblaku, po domače. Upanje umre zadnje in naprošam bogove odzgoj, da mi odpihnajo tale oblak. Po 1 uri in 12 minut hoje sem premagal že kar veliko teh Škarjevega roba. Tale potka je res luštna, takole malo po ravnem, malo navzgor. Nič hudega, tako res lepo. Škoda samo, ko je vreme tako slabo, mislim, vreme niti ni slabo, no, ampak tole meglice blokirajo razglede. Zdaj se pa tudi počasi bližam oblačnemu robu, spodnji bazi oblakov. Še vedno upanje obstaja, da bi od zgoraj odpihnilo, ampak zdaj so že 3 prišli še nasproti dol. In si pravi, da je gor v oblaku in da zelo piha. Tako, pač, kačmo, tako je v hribih. Ni vedno idealno za snemati s kamero. Zdaj, če bo se to razkadilo, bo fino. Bom še lahko kaj posnel, sicer je skoraj brez veze snemati. Tu, ko se vidi, je še ok, da se malo vidi, kako gre pot. Še tale obronek in pol začnem gor resno plezanje. Resno pod narekovaj, seveda. Sploh se ne spomnim, kakva je jeklenica ali ni s te strani. Vem pa, da je na določenih mestih kar strmo. Meglice se podijo tudi pod mano. Tale del poti čez ta Škarje Evrope je malo zanimiv, pa bom malo pokazal, ker se še malo nekaj vidi. Sem pa tik na robu, da me ujame veter in baza oblakov. Tale del je malenkost bolj zahteven. Čez tale žleb gor sem zdaj prilezel.
Spet seveda ne zaradi česa drugega, kot pa zaradi tega, ker je to tal, mokro kamenje tam po žlebu gor. Tako da me za navzdol čaka zelo previden in počasen spust. No, evo, sonček se je pribil. Mogoče me pa meteorološki bogovi res malo uslišijo in mi naredijo gor manj vetra in lepe sončne ure. Jaz bi namreč rad danes ostal gor ene 2 uri, za cilj sem si zadal 100 zvezd, ampak dvomim, da bo spet to uspelo. Se močno bojim, da bo treba spet sam na UKV na hitro par zvezd pa nazaj. Da na hitro pokažem, evo, sem že zamudil. Malo se je vrh odprl, če je že tisti vrh, ne tata prvi, ampak od zadaj. Pa ga je spet zakrilo. Aha, zdaj se spet malo odpira, če vidite desno od tega ta prvega. Tam gor še moram zlesti. Prispel sem do prvega melišča. Veter kaj pa me vleče. In tle gor je bilo pa že malo bolj strmo. Čisto tako, kot mora biti v hribih. Bom malo pokazal tole melišče. Takole izgleda, kakor se vidi. V robu poteka potka. Tole melišče je res kratko, premagamo ga 1, 2, 3 in že smo nazaj na tele standardni gorski poti. Tako kot je pač v hribih, kjer so travniki blizu. Malo više se takoj vrnemo še nazaj na to melišče, vendar je pot dobro nadelana. Evo, tako cikcak gre potka gor lepo izpeljano, nič hujšega. Evo, tako je, ko smo premagali tole melišče, se je pa treba že začeti malo vzpenjati v te skale. Tle sem srečal eno planinko Simono, ki bo malo demonstrirala te skale. Super, saj ni prehudo, ne? Ti daj povej, kaj piha gor. Da je zelo pihal, ja. Zelo pihal, ja, saj očitno, da bo mogel biti. To pa zdaj razjasnilo, ko vi prijete. Ja, mogoče pa bo. Te sreče. Ja. Dobro, hvala za te informacije. Od tega mesta, kjer sem srečal planinko Simono, se pa pride na tale del, ki je izredno zanimiv, na drugo stran dole pripadno, tisti nisem posnel. Takole lepo speljano, malo se za skale držimo in pa potem tle ob robu gor lahko vidite že pot, ki gre. Tam gor, čist na vrhu, levo od Lune, se pa že sveti križ. Tako da jaz nimam več veliko do vrha, kakšne 4 ure. Po mojem bo 3 ure, ne pa 4, tako kot je na hribi.net pisalo. Gremo naprej. Ja, še to, ja, poglejte, vreme se izboljšuje. Da še malo posnamem tale vzpon tle gor. Nobenih klinov zajl, tako da kakšnega samo varovalnega kompleta tle ne rabite. No, pa sem prehitro rekel, da klinov ni. Klini so. Ampak ne vem, čemu služijo taki. Mogoče so nekoč nekdaj kako zajlo tle imeli. Ampak je jih ne rabite, no, ne vem. Se za skalo lepo da prijeti in se pospenjate naprej gor. Kot sem glih rekel, da nobenih klinov pa zdaj ni, klina sta 2, ne vem, se vidita. Najprej sem rekel, da se jih ne rabi prijeti. Za oba sem se prijel. Tako da hvala tistim, ki ste jih postavili, zabili. Takole, zdaj ga pa že biksam, da ni klinov pa zajl. Evo, prišel sem do prve zajle, ki nam je v pomoč tle gor. So zajle in so klini.
No, takole tale nežen stolžič je malo pokazal zobe, malo bo pa treba delati tle gor po tem pesku. In so res, tle so tudi klini lepo zabiti. In pravkar sem prišel še do ene zajre tle gor. Ko pridemo okrog te skale, se zajla še nadaljuje naprej gor. Vse tle gor proti vrhu. Tam od spodaj se zdaj vidi lepo, kje smo šli, po škarjevem robu. In pa potem tle gor, ono melišče od spodaj, to prvo melišče. Pa zdaj tle gor smo, je treba prilesti. So pa tale del, ki je najbolj takole težavn, so lepo zajle skozi peljane, razen te par korakov dol jih ni. Tako da tle gor je pa že vrh, tako da jaz sem tik pod vrhom. Trenutno je vrh obsijan s sončkom, tako ko smo prosili meteorološke bogove in so nam, vsaj meni, no, prišli nasproti in me uslišali. Po 2 urah in pol, ura 11:30, jaz sem pa tam cirka ob 9 štartal. Dobrodošli na Stolžiču, ljudi je kar nekaj. Tako da sem se jaz za tole mojo soto umaknil malenkost niže. Itak je 5 metrov visoka antena, tako da ni tak problem. Sam še poiščem kakšno razpoko, kam lahko špičko vtaknem za mojo anteno. Ja, vidi se res danes, tako kot se je včasih videlo v hribih. Žal so oblaki zelo gosti okrog in krog. Bom pa kasneje kaj posnel, če se bo to kaj razkadilo.
Takole izgleda zdaj, ko se je malo sonček pokazal, da malo pokažemo še okolico. Evo, to je moja antena za kratki val, pa UKV tam zraven, radiali po tleh lepo. Fajn dela, ne vem, če bom jaz uspel 100 zvezd narediti, mi še manjka enih 40 skoraj. Bom videl, če bo uspelo. Takole lepo se vidi. V bistvu sem čisto sam tle gor, kjer nobenega. Aha, tam gor za eden preleze, tako da ne bom sam. Potem se pa vračam tle dol nazaj. Tle nekje gor sem prelezel. Ja, tle dol pa na Škarjev rob, ki se pa zdaj spet ne vidi, tam malo se vidi, no. Lepo je tle gor, zdaj je malo veter crknil, pa je sonček nazaj vklopil, tako da bom še kako urco tle. Danes, ko sem glih sam, pa ko se je kakor toliko lep dan naredil, me pa že malo trese od tega sedenja na tleh. Sicer pa jaz lahko pogledam, kaj je tisti hrib, če imam napisano. Grintovec, ja, saj sem hotel reči, kaj pa drugega. Grintovec, ja, evo. Fino. Ostalo pa ne morem pokazati hribu. Tle imajo pa za ovce ograjo, da ne morajo gor. Čeprav danes lahko, ko so vrata odprta. Samo nobene ovce nikjer. Dobro, grem še jaz probat par zvezd narediti, če bo mi uspelo še teh par zvezd. Sklepna misel. Počasi se vračam nazaj proti domu pod Storžičem. Zelo sem vesel, uspel mi je zastavljen cilj, verjetno, da je nekaj čez 100 zvezd. Bil sem kar dolgo gor. Gor sem prišel ob 11:30, zdaj je pa ura 3, ko se spuščam. Gor sem hodil, kot sem rekel, 2 uri, natančno v bistvu 2 uri 40. Dol pa predvidevam, da bom v 2 urah, tako da bom še posvetljen pri avtu, upam. Tale del se je končno zdaj malo odprl, da se lahko malo pokaže od zgoraj navzdol, kako izgleda. Evo, od tam gor, ko sem se jaz dol spuščal, kjer se zdaj spet spušča megla, je kar veliko šodra na tleh. Tako da je treba izredno pazljivo biti. Zdaj sicer je, ampak zdaj kot navzdol grem, bi pa lahko bilo malo več. Prej se mi zdelo malo smešno, zakaj je tam gor. Lahko bi bilo še celo malo več, je tale zgornji del je bolj tak krušljiv. Mislim, skale, ko se z roko primeš, v redu držijo, ampak je toliko gor, kamor stopiš levo, desno tega šodra, da je res obup. Pa kar fajn klanc je, tako da pazljivo, drugače se lahko hitro zdrsne, pa se nekako ritko preleti. No, tle dole pa se pravim, končno je tale Škarjev rob odprt, da se vidi. Zdaj točno kje je kočo, jaz ne vem povedati, ampak okej, tam dol nekje moram iti, pa pol levo dol po gozdu. Torej, sklepna misel, vesel sem, da je to takole lepo potekalo, upam, da bo še spust okej. 15. septembra smo 2025, kar je 5 dni pred 5 leti. Pred 5 leti, 5 dnevi smo bila tle gor. Z Božo, tokrat sem, kot sem rekel, sam Bože je žal mogel iti v službo, mislim žal, pač Mila ima službo že. Jaz pa sem hotel izkoristiti tale čudovit dan, ki ni bil toliko čudovit, kakor sem mislil, da bo. Veter je res na momente crknil, pa pol na momente spet nazaj priletel. Za veter se niti tokrat ne bi toliko pritoževal kot za tele oblake, ki so se skozi rolali mimo. Tako da razgleda razen na Grintovec ni bilo nobenega. Tle, da pokažem, je pa najbolj ozek del, ki se treba zguziti, za debele ni. Ne vem, a se je kaj videlo. Bom se pol obrnil pa kontra pokazal. Jaz se še zelo učim tole snemanje, da ne smeš prehitro obračati. Evo, to je tale špranica, ki je najbolj ozka na celi poti.
Tle drugače je pa izredno lepo speljana pot, nima nobenih pripomb. Super je na ta Storžičic po toliko časa spet. Toliko, zahvaljujem se vsem, ki ste mi omogočili to število 100 zvezd, nekateri na večjih frekvencah istih. Tale Sota ni v bistvu tako tekmovanje, kot ga radi amaterje poznamo na drugih območjih. V bistvu lahko na večjih frekvencah z istim delaš, mislim, vse tam tudi, no, ampak tle ni fora v tem, da boš same neke druge znake delal. To je bolj fora, da se gre ven na svež zrak in da se čim več zvezd naredi, pa magar z enim ta istim, se v končni fazi je vseeno. Zdaj se pa končno vidijo še tle razgledi v to smer, sicer se ta baza oblačna ne da in je skozi tam nekje na okoli 1800 do 2000 metrov. Ne da in ne da se cel dan. Skozi veter piha in nariva tole vlago gor. Malo se pa vidi zdaj, ko da še malo pokažem. Ni to z vrha, to je že krepko na tretjina poti od vrha navzdol, po občutku seveda. Tle gor se fino vidi, kje sem se spustil dol. Je pa kar treba biti zelo pazljiv, ker je ogromno tega šodra vse posod, kam nastopiš. Res, vse sem že povedal. Tako da resnično imejte palce zraven, ko se boste spuščali. Pa še na nekaterih mestih je treba kar malo iz roke dati pa poplezati dol. Gor je bilo mnogo lažje. Gor mislim, da sem samo enkrat, ma ne, gor sploh nisem palce odložil, skozi sem tako gor šel. Dol sem pa zdaj že ne 3-krat vrgel niže, da sem se lahko z obema rokama fino oprijel z skalo. Toliko je tega peska, da ne zadrži. Ok, zdaj pa resnično v stilu sončka, ki mi je po svetu. Zdaj tle prijetno toplo, sem dal kratke rokave gor, ne bom zdaj tega kazal. Malo popihano. Imam še cirka po mojem uro pa pol do avta. Lep pozdrav še enkrat, 7-3.